Mene je bolj strah, da polk je prišlo tega, da bo to dirka, da jaz tega ne bom zmogel. In na leta in cel kontekst, vremenske razmere, ki so takrat bile, bolj zaradi tega, da ne bom razočaral mojega sotekmovalca in cele ekipe. Lahko še kakšno besedo porečeva, ker je spet ekipni šport. Kolesarjenje imamo vsi za neko tako vztrajnostno kolesarjenje, brez ekipe, kjer skrbijo zate praktično na vseh frontah, je to nemogoče. Ne? Ampak, če se vrnemo nazaj, se pravi, zdaj, ta dva momenta, okay, jaz sem v neki padel, hvaležen sem za to in delam to po najboljših sposobnostih in močeh. A je to? A je to zdaj je to 24 let, zdaj bo pa to 50 let, ali ne vem koliko časa. Druga dimenzija je pa, kako mi delamo z ljudmi in general, kako korporacije delajo z ljudmi. Zdaj imaš firme, ki so best place to work, pa imaš firme, ki jih se o tem sploh ne govori, se pravi firme, ki veliko dajo na odnose. Ampak ena od ključnih stvari, ki sem jaz takrat pogrešal, tudi v takrat moji firmi, je kako ljudem pomagati pri razvoju. Coaching. In to je bila moja zgodba iz basketa, kako ti lahko igralcu pomagaš, da se razvije, da je boljši. Eno, da mu rečeš, moraš dati 15 pik, če ne te bom šutnil. Drugo je, da rečeš, kaj delaš, kako doživljaš, a slišiš koš, ali ga vidiš. In iz tega sveta probaš neke stvari spremeniti. Takrat sem jaz predlagal svojemu šefu, s katerim so imeli super odnos in so se redno tudi v tem mojem neplačanem dopustu dobivala, kaj bi delal. In sem rekel, Marko, če gledam po športu, jaz sem zdaj igralsko zrelost nekako dosegel, zdaj bi pa rad bil kot trener. Pa ne glavni trener, ampak pomočnik trener, da se naučim sploh trenerskega posla. In kaj bi delal? Coaching. Kako to vidiš? Zaposlujemo mlade, zaposlujemo izkušene. Ta tranzicija, ampak še vedno bi rad ne govoril z njimi kot šef, ampak bi rad govoril z njimi kot coach, sodelavci in tako naprej. In ja, fajn. In v tem trenutku to ni bil moment za to firmo. Rekel, če pa te to tok, pa naredi pa svojo firmo. In mislim, da sem pol v enih 14 dneh, takrat si bil ti že v mojem svetu, malo ime, no less, no more. Ne manj, ne več. In sem pol registriral to firmo. Na kožo ti pisal. Ni manje, ni više. Ja, in od takrat naprej sem zdaj pravzaprav v tem pomagati ljudem, pa ne zdaj in general, ne na katerem koli področju, probam biti fokusiran na ta poslovni vidik, predvsem na vidik prodaje, razumevanje tega, kaj rabimo kot ljudje, da smo lahko, da v prodaji uživamo. Tudi če imamo target, tudi če imamo pritisk od zunaj, da je treba nek rezultat doseči. In zdaj imam pač privilegij, da predvsem delam v tujini, primarno delam v tujini z kulturami, ki jih nisem prej nikoli niti videl in spoznal. Recimo, dobro leto sem delal v Južni Afriki z različnimi, se pravi, v Afriki, primarno v Južni Afriki, ampak tudi z drugimi deli. Zdaj me Turčija nekako se kot priložnost pojavila in sem tam malo angažiran, pa slišim, da bom tudi Rusijo zdaj začel. Tako da spet nova neznanka, če bi rekel, z vidika kulture. Ja, ampak očitno te to in žene in izpolnjuje. In nanese. V bistvu me nanese. Kaj te? Sploh nisem imel planov iti tja. Ja, ampak tako, ko sva začela, se ne vem, sva bila že on the record, off the record, ampak jaz res dobro, nekaj uspeha je sigurno tudi sreča, to ne moramo zanikati, to je vedno tako. Ampak to, da rečem, nekdo je bil na pravem mestu, v pravem trenutku, nekdo drug bi se lahko znašel na istem mestu, v istem trenutku, pa ne bi bilo nič. Nekdo pa nekaj naredi iz tega, ravno zato, ker to
temu mestu in trenutku in priložnosti da neko vsebino in jo zagrapa. In ga niti ni strah spremembe. Ne? Če bi se ti, jaz sem se pa zdaj glih dober tukaj v Kokiju na mestu direktorja, zdaj sem končno pošlihtal, bi lahko verjetno še neki gverov časa sploh v taki korporaciji, bi to lahko bilo lifetime job. Ja, absolutno. Tukaj si se veliko bolj iz te zone udobja vrgel in jaz verjamem v metanje iz zone udobja. To, kar zdaj počneva, je moje osebno metanje iz moje zone udobja. Naj ne boje. Ja, res, ker se mi zdi, da tam, če z ležanjem pod palmo na izi, to je fajn, rabimo vsi tudi to, ampak rast pa vedno pride izven zone udobja. Absolutno. Ampak mislim, da dosti ljudi se tega skoraj premalo zaveda ali pa želijo neko iskanje sreče ali pa taki pojmi, ki so nekaj nazaj bili bolj popularni, zdaj jih pa tudi eni že pod vprašaj postavljajo, ampak mislim, da najbolj ali pa iskanje varnosti. Mislim, da je človek najbolj varen, ko si pripravljen sprejemati vse te spremembe, ko si se pripravljen sam spremeniti, ko si pripravljen se metati iz zone udobja. Zdaj, kdaj pa si pripravljen se metati iz zone udobja? Ne? Če se vrnemo nazaj če pridemo nazaj na hladilnik, pa kako tiste stvari, ki so praktično minorne, v katerih se ne pišejo knjige, kako imeti v hladilniku, kaj sem rekla, mleko, kumare, karkoli že kdo ima. A je to motna, napor, potencialni razlog za konflikt v družini, med prijatelji, v cimri, če so cimri, a en pospravljen, drug pospravljen in tako naprej. A ti to toliko energije pobere, samo da funkcioniraš, samo da hladilnik napolniš, ker si presenečen, oh shit, pozabili smo to, ali pa WC papirja ni, pa unga ni, in to toliko enih turbulenc, brezveznih, po mojem mnenju, v življenje prinaša, da potem iti iz cone udobja je pravzaprav nepredstavljivo. Ja, ker si tukaj pokuril tisto energijo za to, da imaš da štandgast. Avto je toliko konjev uporabil samo zato, da laufa. Ja. Kako bo zdaj peljal nekaj novega? To jaz opažam recimo pri mojih projektih, ko so naročniki, kjer snujemo dom in gre toliko ene energije marsikdaj v stvari, ki ali v neki določeni fazi niso pomembne, ali pa so minorne in the whole picture. Pa ne, da bi podcenjeval posvečanje detajlom pa življenju, pa to, ampak kljub vsemu v neki točki se pač nekim stvarem posvetiš in z nekimi ljudmi je toliko ne bomo neko kompliciranja, nič, kar delamo za naše življenje, ker jaz delam v bistvu, jaz ne delam načrtov, to je mehanika, pa da potlej se, ker jaz delam za ljudi, da sem jim sogovornik, ki pišejo scenarij svojega življenja za naslednje četrtletje, četrt stoletja ali pa pol stoletja. Ampak zdaj, zakaj gre tista energija? Končno mnogo jo kljub samo imamo. In včasih se zgodi, hvala Bogu ne velikrat, da res porabimo na nekih detajlih, nepomembnih detajlih, ki v neki celotni sliki nimajo veze, toliko energije, da nam jo preprosto zmanjka. Meni gre že tako na živce, ker mi jo pol isto energijo še upravne enote pa taki pobirajo, ampak dobro, to je pač vse v rok službe. Ampak tistem je pa res škoda. In pol je presenečenje, da nismo nekam pripeljali. Ampak če se nekdo 100-krat premislil nekaj, ne moramo. Imam pa po drugi strani ljudi, ki smo šli pa dejansko, nismo naredili koraka nazaj. Recimo z Juretom smo imeli, Jezerškom, mi tudi tako izkušnjo. Tam vsak korak se je naredil, včasih sta si vzela s Petro tudi 24 ur, da se nekaj razmislili, ampak sta se razmislili, da je bilo to. Absolutno fair, absolutno. Ja.
In pol te energije ne porabljaš in pol jo lahko Točno to. spraviš še v tisti presežek, ki ga vsi iščemo, no? Ali pa ki ga vsaj nekateri iščemo pri vsem tem, kar delamo. No? Dobro, mi dva zdaj, glede na hišo, nisva, mislim, to se verjetno sliši najbolj banalno, zdaj ti hišo slikajo, snemajo, pa rečeš, jaz sploh nisem hotel presežka. Meni iskreno dol visi za presežek, ampak kaj sem pa hotel Verjamem, imeti? da ja, ti si hotel imeti samo dom, ki bo točno to. podpiral vajin lifestyle, recimo temu tako. Če že, ko delam hišo, lahko rečem, kako bi imel, pa kaj bi imel, Ja, to je to. to je to, ja, tako. In zdaj presežek ali ne Saj, to je presežek, že glede na povprečje v Sloveniji ali pa v svetu, že če to dosežemo, je to že presežek, sam po sebi. okay. Ja, res. Ne? Potlej, od tukaj gre pa sam še kaj naprej. Ne? No. Tako da, ja, to. No, in zdaj smo skočili na te presežke, pa tole, ampak to, koliko se aktivno vršiti iz teh zon udobja, to se mi zdi eden od ključev v življenju, da sploh človek napreduje. Ne? Zdaj, drugo je pa, koliko ti pomeni, da sploh napreduješ. Tebi očitno je to zelo pomembno, mene zelo, zelo pomembno. Ne vem. Pa kaj napredovanje pomeni? Ne? Zdaj, Napredovanje ponavadi v... Nisem mislil po hierarhični lestvici v korporaciji, čeprav mogoče za nekoga tudi to čist legitimen cilj. Tam sem neko knjigo, tle nekje Jack Welch, njemu je to dogajalo, on je bil od GA, ta veleznan direktor, njemu je to dogajalo, on je bil zato pripravljen žrtvovati vse, 3 bypasse, to in tretje, 2krat se ločiti, ne vem kaj vse. Njemu je to dogajalo, ampak tisto, kar ti rezonira v življenju, kar ti je pomembno. Absolutno. Recimo, ker zdaj nisva se niti dotaknila še skoraj, ampak odkje ta kuha? A je to, kar želiš z ljudem dati? Pa je to ena od manifestacij? Recimo jaz, za razliko od vaju s Heidi, pa zelo rad, zelo dobro jem, tudi znam kakšno stvar skuhati, ni mi pa to nek tak tril, da bi pa jaz v kuhi najdel neko tako zadovoljstvo. Mogoče sem, ne vem kaj. Ne vem, zdaj glej. Je to kuha per se ali je to dajanje ta gesta, hrane nekoga? Ne? Od vas itak človek ne more tlačiti. Zmer ste me nas nahranili tako drugače. Jaz mislim, da je kuhanje z vidika naju, pri nas doma, je kuhanje za nekoga. Aha, se pravi to. Ni kuhanje hrane na najboljši možen, najbolj artističen ali okusen način, ampak je darilo nekomu ali ne darilo, ne vem, če je to prava stvar, ampak tudi pleasure ni te pravi, užitek ni te pravi beseda. Ampak dati darilo mi je mogoče najbližje beseda. Aha, ja. Ko skuhaš, ko si sestavil in nekomu to daš, mislim, ki to poje in tem uživa. Se pravi, zdaj imaš neko lestvico, da bi rad, da imajo to ljudje radi, da je dober, da mora biti meni dober, da sem jaz nezadovoljen, ali pa Heidi ali kogarkoli. In zdaj vidim tudi recimo hčere in sin je zdaj v doma, ne vidim kako kuha, pa kaj kuha, ampak mislim, da je ta, če so rekli, givers, takers, pa matchers, da je nekaj od tega iz kakšnega zornega kota gledamo na življenje in če si, recimo bureka nisva sama delala, ker smo se prej pogovarjali o njem, ne, ampak to, da je dober burek, je bilo relevantno, če še daš burek. Ja. Da ne greš onega, ki je od včeraj tam nekje na ring za neki center, ampak da je ta burek je bil za nas pečen. Ta burek je imel, se pravi, mi smo imeli to naročeno ob torkih, ob tej uri, pick-up in tako naprej. In pa samo kot zanimivost, ne če se kdaj povedal, ko smo mi to končali, z bureki s to tradicijo, ki se jih se gradi. Nekaj smo imeli te kolegije oziroma koordinacije in prav
Pa kako prav, pa 6 mesecev, pa to, pa hiša narejena, pa to ni normalno. Jaz sem rekel, to bo zdaj meni posel laufal, saj še 2 leti. Ker to je bilo za njega konstantno, ne vem, če rečeva 10 ali x burekov, koliko smo jih mi kupili. Ja, en pladen sirovih, en pladen mesnih. To ni zdaj železniška postaja v Ljubljani, kjer jih to obrneš v eni minuti. To je majhen lokalček in tako. Zato pa so tudi narejeni tako, kot so. Zakaj sem zdaj v tem začel govoriti? Burekov. Hrana. O hrani sva se, ker vem, pri snovanju vajnega doma se je pa res dobesedno, mogoče ne vse, ampak zelo veliko vrtel okoli kuhnje. Se tudi zdaj vidi, kaj. Kuhnja je center bivanja, druženja. Ne vem, če smo se v kateri stvari še toliko pri celi hiši pogovarjali kot v kuhinji. Mogoče še o prostoru za druženje in kako bo hiša funkcionirala ob taki družbi, ob buni družbi. Se ne nazadnje je, mislim, da hiša ne bi mogla dobiti lepšega imena, kot ga je tam moj copywriter se spomnil. Dejansko hiša za 5 in ves svet prijateljev. Ker kdor vas pozna, ve, da pri vas, se si sam rekel, koliko ste imeli frakerja, že sam letos poleti. Ja, 2019 je bilo izjemno družabno z vidika moje danske družine, danskega dela družine. So vsi prišli hišo gledati. So prišli hišo pogledati, pozdraviti. Tudi tisti, ki so bili v prehodu, šli na morje, so se ustavili ekstra. Tako da, mislim, meni je, če rečeš, radi se družimo, radi imamo ljudi na obisku. Radi kuhamo in general. Potem pa prideš do mize, kjer je v stretch varianti se lahko 6 ljudi okrog sede. Pol je zdaj, kdo smo mi? Ker smo mi 3, je to ok. Če smo mi, naša družina, ta ozka družina je trenutno, če gledam še fante pa ki pridejo do mojih otrok, je to zdaj tipa 12 do 15 ljudi. Se pravi, naš resnodnevno kosilo ali nekaj, ki nam je zdaj 18 let, eno kosilo za družino, pol neke druge žurke in tako, ampak ta družina je zdaj tle nismo nič še prijateljev, pa znancev, pa tako naprej, je 15 ljudi, 14 ljudi. In imamo hit rate, zato ker znamo, ker je spet nek mindset, kako iskati kompromis med optimalnim časom za kosilo ali večerjo, pa med tem, kdaj ima kdo kakšno tekmo ali kakšne druge obveznosti, da smo tle spet nismo goveja župca, mora biti ob 12:00 ali pa ni kosilo. In zato je procent ljudi, ki se udeležuje tega, vedno na unik skoraj 100% ali pa en max manjka, ki mogoče malo kasneje pride. In zdaj, če ti imaš dom, posebej, če si ga zdaj imel priliko graditi, pa da ne moreš imeti 12-14 ljudi okrog mize, pol nekaj ne špila. Rad smučam, ampak nimam smučarske opreme. Jesus. Mislim, ali pa ne vem, karkoli drugega. Rad delam delavnici, ampak orodje pa nimam svojega. Čigavi delavnici pa rad delati. Tako da, ne vem, meni enostavno, če ugasneš ton, občutek, ko ti nekaj uspe, če ti ne uspe, si lahko malo včasih živč, ampak ko nekaj daš na mizo in ko je to appreciated, mi je to super fajn. No, ampak tukaj si mi dal krasno iztočnico še za drugo stvar, ki si rekel, če ti nekaj ne uspe, zdaj jaz ne vem, v kuhi. Do zdaj se še ni zgodilo, da kadar sem bil jaz prvi, da nekaj ne bi uspele. Ampak sem se pa hotel s tem navezati na ta... Hvala. Nazaj, tam, kjer sva začela, ta tvoj attitude do življenja, do problemov. Recimo, nikoli ne bom pozabil, ker je meni všel ta detajl, zamika opaža, ki pride med prehodom iz hodnika v ta nesojeni fitness in je prišlo do zamika 2 centimetrov. Ja. Shit.
Mislim, za arhitekta, arhitekti si ne želimo nekih takih šlampastik, zopčkov, pa letic. In s kakšnim pristopom smo si ti pokazali, smo to gledali, aha, to se je pojavilo, mene je prav bolelo, tebe mogoče niti ni tako, tudi če bi ostal, ampak vseeno. Ampak mi je bilo zanimivo prvič, da ti ni bilo nepomembno, da meni ni nepomembno. Ne? To sem dostikrat opazil pri tej hiši. Tebi je bilo mogoče vseeno. Ampak tebi ni bilo nepomembno, da meni ni bilo nepomembno. In to me je tako, wow, fasciniralo. Ne? Ker ljudje dostikrat želijo ljudje to pomesti. Ah, se ne, to je ne. Drugo pa, kako zdaj to rešiti? Zdaj, a bomo naterali bozga Davida, da sname pol hiše, opaža in da to pošlihta. Ja, eno celo steno. Ja. To ali ono ali tretje, ne? Ne. Aha, tak, kako v bistvu iz nekega minusa, iz neke napake narediti nek plus, neki in pol, mislim, da je celo tebi prišla ta rešitev z letrakom, super, imamo tako osvetljen vhod, da je feature, not the bug. Ja. In če bi si izmišljal, pa če bi si to zmislil, te osvetlitve tega prehoda, jaz ne vem, kako bom zdaj to slušal. Ampak če bi si izmislil to osvetlitev tega prehoda, bi bil tako zelo ponosen na sebe. Pa komplicirana konstrukcija bi bila. Komplicirana konstrukcija, ne. In to je nekaj, kar se mi zdi ena taka res človeška vrlina, vrednota, nekaj. Pa če iz tega vskočim na en del, ki se ga nisva dotaknila. Vsi si to želimo. Kako to prenesti? Vse te pozitivne plati človeškega značaja na vsaj otroke svoje, recimo. Jaz itak verjamem, da vsi nekako sevamo to, to je kot kamenček, ki ga vržeš v pond, dobiš riple in tako, kot ste imeli zadnjič celo družbo v selitveni žur, in je že kar cela vas se zgnetla skupaj, ne, to, kar si pravil. Ampak, dobro, kako to vsaj svojim otrokom dati te neko to podlago, da bi na isti način funkcionirali v družbi, da bi isto bili nagnjeni k temu dajanju, da bi bili isto radovedni v življenju, da bi jih življenje polnilo samo svojo bitjo, ne, da je tam neka depra. Kako vidva to s Heidi furata, da... Zdaj, ko rečeš otrokom dati, je to meni zelo težko. Ja, dati. Točno to. Ja. Zdaj, po drugi strani pa jih ne siliti v nekaj, ker ti misliš, da je idealne. Ja. In sploh oba ima otroke, zdaj faza, ko so otroci zelo odvisni od nas staršev, v fizičnem smislu, hrana, plenice menjati, ko nas rabijo za prevoz, pa ne vem, pa da dobijo nekaj po svojem občutku. In do trenutka, ko mislijo, da nas ne rabijo več. Ne, da nas ne marajo, ne, da nas nočejo, ampak da lahko vse sami. Zdaj, enim prej, enim kasneje, ampak ta odvisnost, pa potem potreba naravna človeška po biti neodvisen, to je moja luknja, moj avto, to sem jaz, in do potem so odvisnosti. Ne, če imamo kot starši srečo, se ta faza neodvisnosti zgodi v čim krajšem obdobju življenjskem in s čim manj nekih konfliktov. Se pravi, mora se zgoditi, če ne je samo pritajena ali nekako pokrita z nečem, pod predprogo pospravljena in bo kasneje nekoč ven prišla. Zdaj, biti odvisen, neodvisen, potem pa, ker sem neodvisen, pa si izberem nekoga, da pridem k njemu na kosil, pridem k njemu za božič, za rojstni dan. In če otroci in starši lahko funkcionirajo na tem nivoju, je to meni vrh. Kot bi rekel moj prijatelj Bane iz Tančeva, to je vrh, to je nekaj super dobro. Yeah. Ker dokler hodijo otroci, govorim zdaj posplošeno, staršem, sorodnikom, zato ker je to normalno, prav, ali karkoli drugega, je to še vedno boljše kot nič, ampak to ni to. Zdaj, če pa pridejo otroci nazaj zato, ker so neodvisni in imajo choice
in si z vidika tega, te izbire odločil za to, to je pa meni uno. Zato bi jaz imel svarila hišo, kjer je prostor, da če prideš, da foter pa sin spijeta viski, flašo viskija in se sin leže svojo punco, ženo, kakorkoli že, v to svojo sobo in ni na nekem kavču, a bom prespal, a mi je neprijetno prespati. Imam nek svoj prostor in tako smo tudi to hišo, kot se spomniš, se v začetku pogovarjali. Ni hiša, da bojo noter vsi najni otroci živeli non-stop, ampak je hiša, da se lahko kdorkoli od njih ali pa vsi skupaj vrne in imajo nek, kakor na ladji, nek svoj prostor za spati. Niso na pogradih, ker vsi počez ležijo in tako naprej. Tukaj je bilo to zame tako, kar nekaj novega, ker vedno zdaj hiša ima budžet, hiša stane in stanejo kvadratni metri in dostikrat ravno s temi otroškimi sobami, ki pol v neki fazi, ko se otroci celijo, so v veliki meri lahko tudi prazne. Prvama sta vidva ta moj argument zavrnila s tem, če ne bojo otroci, imamo pa toliko prijateljev. Bosta pa ti pa Lenka. Žlahte, midva, tako da to želite in smo pol resno, zato smo naredili vajno hišo za 2, za najlepša leta, pa še eno hišo za v svet prijateljev, vključno z otroci, ki tudi ostanejo prijatelji. Tako da, ampak prej smo govorili o učiteljih in eden od, jaz ga smatram kot učitelj, je bil ta moj partner v prejšnji firmi. V nekem obdobju življenjskem je dal kar neki, jaz nazaj ocenjujem, življenjske modrosti. Enkrat smo se pogovarjali, še prej smo imeli oba svoje otroke, kaj pa to, pa vzgoja pa to. Mi je rekel nekaj, kar je tako dal misliti, mi je rekel, meni to, oba njegova starša sta učiteljna, meni pa to niti ni toliko važen, pa pa tretji, ker sem jaz tam nekaj naštel, rekel, meni je važen sam, da bi otroci bili radovedni. Ampak v tem pozitivnem smislu radovednosti, ne mislim unomicko, ki gleda čez ferenk. Firpčni. Tako, ne mislim firpčni, ampak radovedni. In to mi je dal misliti, dokler človek uspe, na podobno vižo je imel Jobs, tisti slaven govor, ki je na neki podelitvi diplom, ki tiste kape v zrak mečejo, ki je rekel, stay hungry. Se to je zelo podobna misel. Se pravi, kako to prvič njim nekako v DNA noter, jaz bi rekel, še najlažje tako, da mi ostanemo radovedni. Jaz mislim, da karkoli mi probamo... Ker na silo ne gre, samo z nekim vzorom. Jaz mislim, da je zdaj to že kaj mi dva, mi kot starši, vidimo kot normalno, kaj mi obsojamo, kaj mi kritiziramo. Postavlja neko lestvico. Da ne bi napačnega volka hranili. Ali pa napačnega. Ampak s tem mi dejansko rišemo prostor, v katerem se bojo naši otroci itak vsak posebej s svojimi partnerji, s svojimi prijatelji morali znajti. Ampak kako mi, dokaj ljudi reče, ok, mi smo taki pa taki pa taki. Ok, to je ena definicija, kaj smo. Drug del je pa, kaj nismo. Zdaj, mi kaj nismo ne govorimo, ampak mi sodimo druge. In ko o drugih govorimo, hkrati dopisujemo en list papirja, en list svoje osebne izkaznice, drugo stran svoje osebne izkaznice, kjer pa ne eksplicitno, ampak implicitno govorimo, kdo smo mi. In mislim, da tukaj, jaz imam zdaj spet, sem hvaležen, sem hvaležen. Ampak jaz mislim, da te besede nikoli ne uporabimo prevečkrat. Ok, zdaj, če jo iskreno mislimo, absolutno je beseda, ki absolutno je, ne da se je prevečkrat uporabiti. Ne da se, tako je. In zdaj, če rečem, vsak je seveda najbolj zadovoljen s svojo ženo in tako naprej, ti veš, da je moja žena zdaj iz Danske. In ko ni zdaj samo oseba iz Danske, ampak imaš cel kontekst, iz katerega ona prihaja. In če rečeš,
Danci rečejo, mi vsi vemo, da smo iskali včasih, dajmo se usesti, pa bomo se pogovorili, pa bomo rešili problem, ali pa se dogovorili za posel. Ja. Ampak na Danskem je ta cela ideja, dajmo imeti, zdaj ne vem, če je samo na Danskem, od tam jaz to vem, dajmo najin pogled postaviti na isti nivo. Ni si, da se usedemo zato, da bomo lahko dlje časa skupaj, ker nas noge bolijo, pa se bomo spogajali za nekaj, ampak dajmo pogledati na stvar z isto višino oči. In meni je bilo enormno, recimo, ko sem se nazaj, ko je bila dilema, kje je sploh lokacijo za našo hišo iskati. Moja primarna ideja je bila kjerkoli drugje, razen v Logatcu. Okay. Zato, ker Logatec, ki sem ga jaz imel v spominu, ko sem bil otrok, pa sem se pravi 14-15 šel in sem bil potem bolj manj obiskovalec. Ampak kadarkoli sem prišel s prijatelji, znanci in tako naprej, je bilo to Logatec saks, tle ena in ista. In potem pride Hajdi v Logatec in naenkrat jaz slišim, kako Logatec izgleda, kako ta skirca, ta hrib, kako Logatec izgleda skozi Hajdine oči. In zdaj, surprise, surprise, ona ni iskala slabih stvari, ampak je lepe stvari opisovala. In ko naenkrat skozi oči nekoga drugega gledaš ta isti kraj, v katerem si bil rojen, rečeš, džiz, kdo je pa meni to planko postavil? Ne? In si jo sami, jaz sem si jo sam postavil. Ne? Ja, seveda. In v končni fazi sva ob tem, da je bila moj namen, da bomo kjerkoli razen v Logatcu, se pravi v Grosupljem, v Višnji gori, Medvodah, you name it, vse te lokacije se gledala in sva Videla sta tudi polci v krog. Mi da smo naredila radius zato, da bi bili bliže staršem pa tako naprej. Sva z isto Zelenko predelala vse živo, od Podkamniških gora do Mosteca, do Primorske, do Krasa. 360, če bi rekel 360. Za vsako lokacijo, ki smo jo najdla, predelala cel scenarij življenja, kaj nama ta lokacija prinese. Tako da zdaj otroke, prijatelje, recimo, ki so to dirko omenjala, ne? Za to dirko sem jaz potem rabil pomoč, ekipo. 3 dni, se pravi, plus prej priprave in tako naprej. Ne? Ampak, se pravi, nihče tega z mojega dela ekipe, Uroš je imel, ki je to že prej vozil, z mojega dela ekipe, nihče ni tega predelal. Nihče ni vedel, kaj pomeni, ne vem, štartamo ob 8 zvečer iz Postojne, ne glede na vreme, in bomo enkrat v soboto, upamo v soboto, če bo kaj narobe, mogoče v nedeljo, prišli nazaj. Ljudje, ki imajo svoje službe, družine in zdaj... Koliko ljudi pa je bilo v taki ekipi prosti? Se pravi, se me najdu, ampak če bi rekel na hitro, da nekoga ne spustim, tipa 10. 10? 10 mogoče. S tem, da smo imeli en del ekipe, ki je bil floating, ki je, se pravi, če bo kaj treba, bo nekdo pripeljal, nek stand-by. En del ekipe nas je na nekih določenih točkah, ni bila ekipa, to so bili zelo navijači, čakal neki uri blazni zjutraj ob 4, ko prideš v Črni vrh, v full dežju in se moraš preobleči in tam stoji 5-6 ljudi ali 10, kakorkoli. Ampak rabili smo prej narediti nekaj skuhati, bile so neke tehnične stvari, avti niso te, ki smo jih mi imeli narejen, zato je bilo treba nekaj improvizirati. Tvoj avto je kridalen za to. Ja, ampak rabiš boks za radio, za to postajo, za ozvočenje, za vse te stvari. Zdaj, to lahko nekaj kupaš za to znamko, ki imam jaz, ampak nekdo je to z lesa naredil, pa potem smo to oblekli. To je zdaj spet nekaj, kar je, kako bi rekel, en puzzle, en element v celem tem mozaiku. Ampak meni je bilo, ko smo vse to odkolesarili in gor dol, ko je ta cela ekipa bila povabljena na tisti zmagovalni oder, recimo, da nisi prej nikoli v neki taki dirki sodeloval. Si ne predstavljaš, kaj bo. Potem si pa nagrajen s tem, da zmagaš, ker mi so zmagala dvojka. Shit happens. Shit happens. Če imaš dobrega sovoznika, tako kot sem jaz imel, je bilo to možno. In ta občutek ponosa, ne,
In to spremembo, ki smo jo mi mogoče bi mogel reči, da je bolj ali manj 10 družin, iz katerih so te prijatelji, včasih je bil mož, včasih žena, prijateljica in tako naprej. Ampak to je bil, zdaj so obletnice, ne vem tega in tako naprej in se ljudje spominjajo. Se pravi, tudi njih to dotaknili in jih je spremenili. To ti hočem reči, to je ta efekt, ki ga se dostikrat sploh ne zavedamo. Koliko je to, karikiram, Hari, en od prijateljev, ali pa Metod, ali pa Luka, da ne bom zdaj koga pozabil, bo kdo užaljen. Ampak bom vzel dopust, da bom v spremstvu na neki dirki. Že to je, pa ti zdaj se najbolj pridružil. Zdaj pa, če imajo ljudje, če delajo na tekem poslu, da imaš nekaj, da bi lahko nekaj malo pošušmar, imaš kaj za narediti, pa si mi tle nekaj. Se pravi, prva stvar je ta. Druga stvar je ta, kako bom šel skozi noč. Ljudje na zaspanost različno reagiramo. Kako se bo ekipa, ki med sabo niso znanci določeni, eni se nikoli prej niso videli. Kako bo zdaj midva v kombiju, prvič se vidva, pa se ozmenila, a ti bom povedal, da sem zaspan, da bi reči, da me zamenjaš in tako naprej. Out of comfort zone za vse, ne zame kot ne kolesarja, ki je šel pravzaprav nek šport. 2 dni, sedeti. Za ta celo ekipo, ki je šla v absolutni uncomfort zone. Če sem jaz to želel, njih sem pa prosil, da bi mi pomagali, je spet ta hvaležnost, v kateri prihajajo. Enostavno fantastično. Res tega izhoda iz komfort zone moje sploh ne moramo overratati. Ne vem, kako se po slovenski, ne moramo ga preceniti. Ja. Ker vedno znova skozi življenje ugotavljam, koliko ti daje z vsako stvarjo, ne vem. Jaz sem pred časom, to je bila vedno moja želja, pa nisem verjel, da je sploh kdaj možno izpolniti. Pa sem pol nenadoma ugotovil, wow, to se da, se še delati pilotski izpit. In greš delati, že to je izven komfort zone. Absolutno. Ja. Zakaj toliko ljudi ne leti, kakor jih vozi avto? Ker če se avto pokvari, zapelješ ob strani, si na varnem. Če se avion pokvari, si še takrat tudi vega všiti. Absolutno. Ja. No jaz sem nikoli pozabil tega momenta, prej naletavaš te ure in kroge in z inštruktorjem. Pa en dan prideš, reče, letiš krog, z inštruktorjem, pa reče, se pa zapelj na apron, on ven, zdaj pa enega sam. Zdaj, ta trenutek, ker je meni mravljinci takole, ker ti greš nazaj gor, potegneš in se odlepiš in si v luft. In si v zraku sam. In takrat ga ni Boga, ki bi te lahko dol spravil, kot da se boš sam spravil. To je tak izhod iz komfort zone, iz zone obdobja, da in ko narediš en krog, jaz sem bil moker, kot bi me v pralnem stroju prali. In to se ti skozi ponavlja, ampak to te tudi obogati. Isto je bilo, ko sem s padalom skočil. Krasno, peleš z uno Anuško, gor, tam se spomnim, so bili še neki ati. Sem rekel, fanti, dobri ste, da si upate. Sem rekel, dobra sta videla, da si upate v ta avion brez padala. Potem bila pa sploh do konca trda. No, ampak te pele na tistih, ne vem koliko 1000 metrov, nekaj odpre vrata, ti se moraš dobesedno pognati dol. To je že kar neki vere, da bo vse to funkcioniralo na tamo. Pa do tega, kar challenge nimam. Mene ta izziv... Mene je zrak, ni to zaradi challenge privlačen, mene je zrak vedno privlačen. Jaz sem človek zraka, mene ta odprtost v zraku sem jaz ne boljš. Ampak to iz zone obdobja, recimo zdaj, tako tudi Jurija poznam, 5 let nazaj sem se lotil windsurfanja, pa mi vsi rečejo, pa boš jaz zdaj kajtov.
Kaj tad greš, v 2 dneh se naučiš, 3 dni že uživaš in v enem tednu znaš po luftu obrate pa to, ne. Windsurfanje je pa tako, Žan, ki je motorično veliko bolj, je v 2 letih, recimo 2-krat, da smo bili, da je on že zglisiral. Jaz sem rabil za to 5 let muke ježeve, Juri me je učil vodni štart, meni je bilo jasno, da se to sploh da narediti, ne? Ampak toliko časa nekaj guraš, ne? In nobenemu ne znam povedati, zakaj ne kajtati. Se ne iščem jaz bližnjice v nekem življenju, ne? Ampak Ja. meni sama ta pot, ta proces se mi zdi, da te gradi, ne? Zdaj, Ja. Zdaj, to se in mi- jaz sem se navadil, hočem to reči, v svojem življenju tako funkcionirati, da pol, tako kot nekateri iščejo udobje, nekateri varnost, nekateri ne vem kaj, pleasure, Prestiž, whatever. karkoli, sem jaz ratal kar mal adrenalin junkie od tega, da se mečem iz zone udobja. In se mi zdi, da to se ti tako prime kot šport. Zdaj, če vsak jutri telovadiš, pa pol en dan ne ajde, če drug dan ne, ti že nekaj manjka. Ampak zakaj si rekel, da je ta podcast, da greš zdaj ven iz zone obdobja? A veš, kako sem jaz to hišo poimenoval? Kako? Ne vem. Zato, ker najprej sem jo imel drugače, pa sem jo preimenoval v bistvu, ker sem to ugotovil. Jaz sem po naravi stvari introvert, ampak sebe perceptiram kot ekstrovertiranega introverta. Okay. No in zato je to v bistvu, ta podcast je skok iz zone udobja, mojega osebnega. Jaz, ene to, da bi bila taka masa ljudi, kot jih vidijo poservisirati, to bi mene ubili, to bi mene spraznili. To, pa rad dajem, jaz res rad dajem, pa tem mojim študentom, ki delam z njimi, pa naročnikom, pa to rad dajem, ampak masa me pa običajno sprazne. Nisem jaz. To ni moj natural environment. Ampak zakaj te sprazne? Zato, ker sem introvert, to je značilnost introvertov. Ampak dobro, Jaz recimo, rabim pol toliko in toliko časa zase, miru v glavi, v nobenega okolja, da da mi razloži, kaj je sploh introvert. Introvert je točno to. Ja, introvert. Ekstrovert se polne v množici ljudi. Več, kot ga obdaja, več, kot se dogaja, bolj je on poln, bolj je izpolnjen. Okay. Introvert je pa glih kontra. Introvertu pa dogaja, ko je sam. Sam s svojimi mislimi, brez ljudi, brez govorjenja, brez vsega tega. No in tukaj je, zato je ta podcast zame na nek način challenge, ne? Ker jaz sem po naravi sigurno introvert, me pa mogoče ravno ta, to, ki sem rekel, da rataš adrenalin junkie od nečesa, v to pa vleče, ker mi godi, jaz tudi v resnici, ker se kontroverzno sliši, jaz zelo rad predavam. Ja, se ne sliši kontroverzno, zakaj bi se slišal? Zato, ker če poznaš, kaj je introvert, ti nisi, ti si mogoče ekstrovert in tega sploh ne moreš razumeti. Za introverta je... Pa kdo je pa tebi dal to nalepko? Kdo je pa tebe definiral? Ne bi rekel, da je to nalepka. To je, kako se počutiš, pa vidiš, v kjer nekako mečaš. Rad predavaš, rad razlagaš, rad se pogovarjaš, pa rečeš, da si introvert. Ja. A ni, zato pa pravim, extroverted introvert. Ja, vem. Zato se mi znajdel ta nov termin. Kdaj si pa prvič pravzaprav se soočil s tem, da si introvert? Mislim, da je to sploh prišla kot tema na tvojo agendo. Ko se ti znajdeš v družbi, boš poznal v hipu vse, se z vsemi pogovarjal, nekakrat daš center poznal. Jaz sem v družbi, sploh neznanih ljudi, vedno nekaj na obrobju. Še rajš pa skozi vrata ven, pa izven te družbe. To je moje naravno stanje duha. No, ampak zdaj pa vidim, da smo obrnili na vloge, tako da jaz bi... Da je čas, da zaključil. Zaključil ta intervju, pa bova enkrat mogoče obrnega naredila, če bo... Dobro, ja. Nisi prijel zdaj za mojo rokavico vrženo. Kako? Ne bi zdaj tega pelil, vse ne vem, koliko pa je ura. Veliko. Veliko, ok.
To bo za neki oddaj, po mojem. Oziroma za veliko filtriranje. Ampak ne, ker dejansko jaz imam toliko, zdaj pa sploh, ker smo se pogovarjali, mi toliko tem še baza v glavi, da bi lahko nadaljeval tudi do večera, ampak mislim, da bo za prvo rundo dosti. Absolutno, ker smo zdaj še drugič na WC. Hvala lepa. Ej, hvala, Dane, še enkrat, da sem tvoj prvi, ja. Se pravi, ekstravertirani introvert podcast. Ne, ti si bil moj... to naslov podcasta? Ti si bil moj carry on. Nate sem se zanesel, da če meni zmanjka, da boš ti ampak jaz bi imel odnesel. Extroverted mogoče pa tudi, podcast. Stvar je zanimiva. Mislil sem, ta gatherings, gatherings by the fire, zdaj v kaminu fire ne gori, tako da mogoče bo pa res, to je dobra ideja.